Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, dober dan in dobrodošli ob spremljanju virtualne proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Dijaki Ekonomske šole Novo mesto smo ji dali naslov Pogled v prihodnost. V teh razmerah smo lahko le na ta način hkrati zbrani vsi dijaki, profesorji in ostali delavci šole. Nikamor se ni treba odpeljati, dogajanje lahko spremljate iz prve vrste, pa še staršem jo lahko ponudimo v ogled. In to brez kršenja pravil in priporočil. Kdo bi si mislil? Super, ne? In tudi tema bo privlačna. Skupaj se bomo spomnili državnega praznika in se sprehodili po nemirnem letu 2021. Seveda bomo misli usmerili tudi v prihodnost. Tako je, vendar najprej začnimo na začetku. Dolenjska. Kraj, kruh, krog majhne domovine, ki otrok obide bos vse naokrog. Domovina, vas, vasica, zaselek in govorica človeških lic. Moja dežela je dežela veselih ljudi. Smejemo se, celo plesoč nad prepadi. Za jutri nam kdo ve kaj ni. Bože kako, po stari navadi rekamo in rinemo dalje. Majhna je naša dežela, ena najmanjših, od vseh strani zagrajena z gorami ali z vodami in z vsemi nami. Dežela veselih ljudi. Tako je misli o naši deželi spletal Tone Pavček, ki se je v spomin mnogih od nas vtisnil tudi kot zagovornik svobode in neodvisne Slovenije. Prvi korak k njenemu rojstvu pa je bil narejen s plebiscitom, na katerem so takrat odgovarjali na vprašanje, ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Piše se leto 1990. Slovenija je del države Jugoslavije, ki jo sestavlja 6 republik: Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora in Makedonija. Slovenci so nad skupno državo razočarani, želijo več pravic in bolj demokratično upravljanje. Menijo, da pri sprejemanju skupnih odločitev njihov glas ni enakovreden. Zato se politiki odločijo za osamosvojitev Slovenije, torej za odcepitev Slovenije od skupne države Jugoslavije. Dogovorijo se, da bodo o tem, ali naj bo Slovenija samostojna ali ne, odločali njeni državljani. 23. decembra 1990 je zato v Sloveniji plebiscit ali ljudsko glasovanje, na katerem volivci odločajo o spremembi ozemlja ali države. Slovenci takrat odločajo, ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država. 26. decembra razglasijo rezultate plebiscita. Dobrih 88% podpre odločitev za osamosvojitev. Potem imajo slovenski politiki pol leta časa, da v tajnosti pripravijo vse potrebno za novo državo, na primer nov denar, oboroženo silo in zakone, ki opredeljujejo delovanje nove države. Slovenijo za samostojno in neodvisno državo razglasijo 25. junija 1991. Torej, dan samostojnosti in enotnosti je obletnica razglasitve enotne odločitve Slovencev, da se odcepijo od skupne države Jugoslavije in ustanovijo samostojno državo Slovenijo. Najbrž se mnogi sprašujete, čemu se vsako leto znova in znova spominjamo istih dogodkov iz preteklosti. Odgovor je preprost. Če se ne spomnimo preteklih vrhov, se tudi zazreti v prihodnost ne moremo. Zato praznujmo današnji praznik s ponosom, predvsem pa z zavestjo, da smo sposobni uresničiti tudi najbolj drzne in ambiciozne ideje.
Šel bom daleč stran, od doma, od ljudi, še pride se ta noč prelije v dan. Ker vem, da tam nekje, na robu večnosti, bom našel to, kar si želi srce. Tam nekje na modrem polju znak se mi že dotaknil bom neba, s vetrom jadral poletel, kot sem vedno si želel, in v naročju zvezd zaspal. Skrivnostno šepeta skoz šelestenjeve, mamljivi glas neznanega sveta. V daljavi lesketa se množica idej, ki danes jih nihče še ne pozna. Tam nekje na modrem polju sna se mi že dotaknil bom neba, s vetrom jadral poletel, kot sem vedno si želel, in naročju zvezd zaspal. Leto 2021 sem si zapomnil po mojem bendu, ki smo izdali prvi komad z naslovom Pepel. Po dobrih feštah. Koronavirus. Po koroni, karanteni. Po poletju in druženju s prijatelji. Po poletnih počitnicah pa začetku samega leta. Po poletnih počitnicah in druženju s prijatelji. Pa bolj ali manj po koroni. S tem, da smo dosti doma ostajali in sem, da nismo mogli iti nikamor. Leta 2021 se je zgodilo veliko nepredvidljivih stvari. Seveda mi bo v spominu ostala karantena, ki je na našo družbo v večji meri vplivala negativno. Naš svet je postal še bolj sebičen in nesocialen. Ja, v lanskem šolskem letu, ker smo delali nadaljavo, je bila priložnost, da smo se povezali tudi v družinah, da smo močneje začutili drug do drugega, mogoče začutili v vseh tistih stvareh, ki so nam v normalnem času zbežale. Po tej koroni krizi, ampak tudi po tem, da smo se mogoče bolj povezali vsi skupaj. Po koroni, potem, da sem prišel v srednjo šolo. Letos sem jo rodil bratranec in to je zelo pomemben dogodek. Midve smo končali osnovno šolo in prišli na ekonomsko. Maturantski izlet v Španijo. Fešte. Tudi druženje s prijatelji in po koroni seveda. Poletne počitnice v celi večini. Druženje s prijatelji, dobili smo novega psa, rihtanje nove hiše. To, da smo bili veliko doma in pa da smo
z vsemi, z prijatelji in z družino se bolj družili in bili bolj skupaj. Razna potovanja z družino in karantena. Ne bi vedel. Jaz sigurno kot učitelj sem si ga zapomnila po delu nadaljavo. To smo bili nadaljavo. Mislim, fajn je bilo doma, biti malce sam take stvari. Vaje in trdo delo z mojim bendom. Da bi se čim prej znebili korone in se vrnili nazaj v navadno življenje. Tako, da bi bil srečen. Da koronavirus hitro mine, da bomo lahko spet šli nazaj ven in malce bolj uživali, tako kot ponavadi. Če to sprašujete glede na šolske razmere, bi si vsekakor želela, da nadaljujemo pouk v šoli. Pa da se končno rešimo korone, pa hibridnega pouka, ko je nekdo okužen, pa take stvari. Da z bendom posnamemo čim več novih komadov in da imamo čim več pilov. Da bo še boljše kot leta 2021. Narediti maturo. Da bom naredila veliko novih spominov in da naredim drugi letnik. Da se korona konča, da jo koliko toliko ustavimo in da bomo lahko potovali po svetu. Ja, da se vse to konča, da gremo lahko spet na normalno. Ja. Tu visoko iznad oblakov vse se mirno zdi, ni težko pozabiti sveta. Ni gorja in ni siromakov, konja in skrbi, kot da to je le prividi sna. Čas je, da presežemo utvare, svet je, del njega smo mi vsi. Ne zatiskaj si oči, en svet in toliko različnih sanj, sledovi tisočih besed, strahov, veselja in želja. En svet za boljši jutri vseh ljudi, bodimo skupaj vsak nov dan, zanj združeni. Če bolite, boli tudi mene, dihaš isti zrak, to, kar čutiš, čutim tudi jaz. Naše sanje so prepletene, v njih je vsak enak, beda drugih je na vseh poraz. Čas je, da presežemo utvare, svet je en, del njega smo mi vsi. En svet in toliko različnih sanj, sledovi tisočih besed, strahov, veselja in želja. En svet za boljši jutri vseh ljudi, bodimo skupaj vsak nov dan, zanj združeni. Včasih, ko zaspim v temni noči, hladna se pa me in san zbudi. Prav ta hip nekdo nekje se zbuja, novo jutro, saj se že dani. En svet in toliko različnih sanj, sledovi tisočih besed, strahov, veselja in želja. En svet za boljši jutri vseh ljudi, bodimo skupaj vsak nov dan, zanj
Leto, ki se od nas počasi poslavlja, naj bi bilo po kitajskem horoskopu zaznamovano s srečo in medsebojnim razumevanjem. Ga je tako doživela tudi naša ravnateljica Vladimira Šuštaršič? Dragi dijaki in spoštovani sodelavci. Odkar sem zaposlena v šolstvu, se zame novo leto začne 1. septembra in ne 1. januarja, zato mi ta datum ne pomeni toliko, saj smo v šolskem letu že skoraj na polovici. Pa vendar sem pogledala, kaj naj bi nam to iztekajoče leto prineslo. Ugotovila sem, da naj bi bilo bivolje leto po kitajskem horoskopu namenjeno medsebojnim odnosom. Čeprav smo bili večino leta fizično ločeni, sem z vami, dijaki, pa tudi s svojimi sodelavci, na daljavo komunicirala več kot kadarkoli prej. Trudila sem se, da z vami na daljavo vzpostavim dobre odnose. Ali mi je to uspelo ali ne, boste lažje povedali vi. Moje delo je bilo nagrajeno, ko se je večina od vas vpisala v višji letnik, oziroma ko so naši zaključni letniki uspešno opravili maturo in zaključni izpit. Ponosna sem bila na vsakega od vas, na vse naše učitelje in ponosna sem bila nase. To, kar želim vam in sebi je, da prihajajoče praznike preživimo mirno, v domačem okolju, brez stresa, brez misli na COVID. In če še končam s kitajskim horoskopom. Leto 2022 bo leto črnega vodnega tigra. Tiger je na Kitajskem kralj vseh zveri ter simbol moči, poguma in izganjanja zla. Naša življenja se lahko v tem letu bistveno izboljšajo, če bomo pogumni in svoje sanje spremenili v resničnost. Za leto 2022 vam želim, da bi se brez ovir družili s prijatelji in sorodniki, da bi uživali v mladosti in spet občutili svobodo bivanja. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer,
Malce ostanimo še v decembru. Ta je za marsikoga najlepši in najbolj čaroben mesec v letu. Dom dobi praznično podobo, okrasimo smrečico in prižgemo lučke. To je čas, ki ga namenimo družini in svojim prijateljem, tistim, ki jih imamo radi. Vsem namenimo lepe želje. Letošnje leto je bilo za vse nas preizkušnja in dokazali smo, da zmoremo več, kot so od nas pričakovali. Spet smo v šoli, se družimo in učimo. Za naslednje leto vam želim, da bi se lahko družili brez omejitev in bili čim več s prijatelji. Jaz si želim, da naredim prvi let. Jaz si želim, da uspem na medijskem področju. Jaz si želim, da pridem ven iz zavoda. Da bo fizika pozitivna. Da na koncu leta srečno. Da bom imela dobre ocene. Dragi vrstniki, spoštovane profesorice in profesori, cenjeni delavci šole. Časi, v katerih živimo, so zahtevni, trdi in negotovi. Prav zato iz vaših želja še kako vejejo toplina, dobrota in želje po tem, da bi bilo naše življenje nasploh prijaznejše. Na prihodnost gledamo z upanjem in skupaj premikamo meje možnega. Vsem skupaj želim prijetne praznike in Srečno novo leto! Srečno novo leto 2022! Bliža se tisti čas, ko prihaja med nas. Sliši se daleč glas, zato je dedek znani, Božiček je spet z nami. Na srebrnih saneh čakate sreča smeh. Vsakemu izmed nas z neba se bo spustila, želja izpolnila. Naj res bo srečno to novo leto, naj se najlepše se zgoditi čim prej. Sanje, veselje in skrite želje, naj se veljaka si želiš iz srca. Naj nas tu nauči ljubezni za vse ljudi. In ko dobri smo mi, to srce nam greje in duša se nam smeje. Tebi jaz in meni ti borila čas te noči. In ko noč se spusti, vsi naj bodo srečni kot mi v naši pesmi. Naj res bo srečno